na kopališču, temu rečejo pene, tako da ne vem, ful je še mrzla voda, jaz se ne bi tle kopala, ampak pred cerkvijo svetega Jakoba, tako da žal noter ne smem, ampak še vsem takole približno zgleda. No, zdaj pa na Škofjeloški grad. No, zdajle smo na Loškem gradu in vas bom zdajle peljala noter v Loški muzej, pa poglejmo. Zdaj se pa nahajam v Škofjeloškem muzeju in pred vami je Polhograjsko hribovje, tam je tudi Škofja Loka. In to je vse za danes, se vidimo naslednjič. Čau! V globinah reke Save je pred davnimi časi živel povodni mož. Pravijo, da je imel globoko v reki Savi prav lepo stekleno hiško. Bil je visoke postave in večkrat so ga videli sedeti na skalah, ki se dvigujejo iz reke. Na pašo grem. Lep dan mama želim. Tebi tudi, dekoč moj. Pa mir, kaj se? Bom. Pa da me ne boš preblizu reke hodila, da ne boš not padla, pa da te ne bo odnesel. Nič ne skrbta. Adijo. Z mano boš šla, dal ti bom polno zlata. Ti si hladni mož. Kako bi spet raje šla nazaj na kmetijo, pasla ovčke, obirala jabolka? Kako pa greš na svoje starše? A vse tukaj je lepo, vse imam zlato in vse, ampak pogrešam kmetijo. Ne hod preblizu reke, te lahko povodni mož odnese.
She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool, yeah. Daddy Cool. To življenje, brezglavo in oprezno, hudo in dobrohotno, kislo in hudomušno, noro in modro, dolgogledno in prestruge, neslišno in bobneče, presenetljivo in hkrati tako zelo nenavadno. To življenje, brezglavo in oprezno, hudo in dobrohotno, kislo in hudomušno, noro in modro, dogledno in brez struge, neslišno in bobneče, presenetljivo in hkrati tako zelo nenavadno. Legenda o Ragovem logu ali kako se je vrag poslovil od Novega mesta. Bilo je takrat, ko je hudič še hodil po svetu in se zabaval. Prav posebno so mu ugajali kraji ob Krki. V neki vasi pri Novem mestu pa se je še posebno rad zadrževal. Od tamkajšnjih kmetov je zahteval hrano in prenočišče, a pri nobeni hiši se ga niso upali napoditi, saj bi jim lahko nakopal nesrečo. Neki kmet pa se je vragu želel prikupiti, saj je slišal, kako se vrag hvali o svojih močeh. Ženi je naročil, naj mu kuha štruklje, katere je imel vrag najraje, zraven pa naj mu postreže najboljše vino s Trške gore. In res, vrag se je držal te hiše kot klop. Prebrisani gospodar pa je že začel narahlo vrtati van, naj se mu odolži za dobro jed. Parsifal na poti sreča je šuto, jo premaga v dvoboju, ji odzame prstan in s tem osramoti pred možem Orljosom, ki jo zato kaznuje.
Massimo. Senti, giocatore, senti me. Senti je pun. Takega stvari, če želijo biti deležni naše milosti in blagovolnosti.